Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je: Kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, se tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo. In rekel jim je: Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: Prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotrej odgovoril: Ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množice so se začudile, nekateri izmed njih pa so rekli: Z Belcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone. Tudi drugi so ga preizkušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. On pa je poznal njihove misli in jim je rekel: Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če pa je tudi Satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko pravite, da z Belcebubom izganjam demone? Če namreč jaz z Belcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje. Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja in ga ne najde. Tedaj pravi: vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Ko je to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: Blagor telesu, ki te nosilo, in prsim, ki so te dojile. On pa je rekel: Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Ko so se zbirale množice, je začel govoriti: Ta rod je pokvarjen rod.
Išče znamenje, pa mu ne bo dano znamenje razen Jonovega znamenja. Kakor je bil Jona znamenje Ninivljanom, tako bo tudi sin človekov temu rodu. Kraljica juga bo ob sodbi vstala z možmi tega rodu in jih obsodila, kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost. In glejte, več kakor Salomon je tukaj. Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se ob Jonovem oznanilu. In glejte, več kakor Jona je tukaj. Nihče ne prižiga svetilke in je ne postavlja na skrit kraj ali podmernik, ampak na podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč. Svetilka telesa je tvoje oko. Kadar je tvoje oko čisto, je svetlo tudi vse tvoje telo. Če pa je pokvarjeno, je tudi tvoje telo temačno. Glej torej, ali ni morda luč, ki je v tebi tema? Če je namreč vse tvoje telo svetlo in ni noben njegov del temačen, bo svetlo vse, kakor tedaj, ko te svetilka osvetljuje z bleskom. Ko je to povedal, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri njem. Vstopil je in sedel. Ko je farizej to videl, se je čudil, da se pred jedjo ni umil. Gospod pa mu je rekel: Vi, farizeji, sicer res čistite kozarec in krožnik od zunaj, znotraj pa ste polni pohlepa in hudobije. Kako ste nespametni? Ali ni tisti, ki je naredil zunanjost, naredil tudi notranjosti? Dajte raje v miloščino to, kar je znotraj, in glejte, vse vam bo čisto. Toda gorje vam, farizeji, desetino dajete od mete in rutice in vsakovrstne zelenjave, zanemarjate pa pravičnost in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorje vam, farizeji, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih. Gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo po njih, ne da bi vedeli. Nekdo od učiteljev postave mu je odgovoril: Učitelj, s takim govorjenjem žališ tudi nas. On pa je rekel: Gorje tudi vam, učitelji postave, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se bremen niti z enim prstom ne dotaknete. Gorje vam, ker zidate grobnice prerokom, ki so jih vaši očetje umorili. S tem izpričujete in potrjujete dela svojih očetov, kajti oni so jih umorili, vi pa jim zidate. Zato je tudi rekla Božja modrost: poslala bom k njim preroke in apostole. Nekatere izmed njih bodo umorili in preganjali, da se bo od tega rodu terjala kri vseh prerokov, ki je bila prelita od stvarjenja sveta. Od Abelove krvi do krvi Zaharija, ki je bil ubit med oltarjem in svetiščem. Da, povem vam, od tega rodu se bo terjala. Gorje vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ spoznanja. Sami niste vstopili. Tistim pa, ki so hoteli vstopiti, ste to preprečili. Ko je odšel od tam, so pismouki in farizeji začeli močno pritiskati nanj in skušali še marsikaj izvabiti iz njega. Zraven pa so prežali, da bi ujeli kaj iz njegovih ust.